Bo preprost pogovor o zadnjih izzivih, ki so se v zadnjem dokaj norem času pojavljali v scale-upih, ker ne smemo pozabiti, v zadnjih par letih je bilo pa res noro dinamično in sicer smo šli najprej čez pandemijo, potem smo šli čez kolaps globalne logistične dobavne verige, ladje in vse to, in je bil tam totalen kolaps. Potem se je začel kadrovski Great Resignation, ki je najprej smo poslušali o njem iz Amerike in kar naenkrat je tudi cela Evropa bila v njem. No in potem za grand finale se je zgodila še hiperinflacija, nori dvigi cen in ponovno sesuvanje dobaviteljskih verig. Tako da res imamo tak izredno dinamični 2 leti pa pol, ki smo jih doživeli. In ob tem se je pojavilo ogromno enih izzivov, trenj, priložnosti in vsega tega. Vsi ste zelo dobrodošli, da sproti postavite kako vprašanje. Super bo, če sproti, ko ga postavite, tudi malo pokažete svoj obraz, če si bo kdo upal kamero razgrniti. Drugače pa, kdo so moji gostje na tej zgodaj popoldanski večerni debati? In sicer danes z mano so pa bolj kot ne celo omizje, ima znanstvene nazive, tako da jih bom izpustil. Z nami so Jure Pompe, ki je CEO in ustanovitelj X-Laba, pole z nami Rok Bernard, CEO in ustanovitelj Sensuma. Oba dva sta izrazita navdušenca nad japonskim trgom in ga z največjim veseljem usvajata. Tretja je pa Maja Jerala, business development iz Elafe, ki sicer ne vem, če glih na japonskem, vem pa, da so po kitajskem, tako da danes imamo to neko orientalno navezo izrazito močno. In Maji tudi ena velika hvala, da je ratala iz prej na zdaj uleteti v našo zgodbo, da je uspela nadomestiti Gorazda. Maja, najlepša hvala za tak hiter in agilen odziv. Zdaj pa jaz bi za uvod vsakega od vas treh prosil, če na kratko pove, če slučajno kdo v publiki ne ve, kaj vaša firma dela, pa mogoče kakšne zadnje uspehe, kaj so bili zadnji zanimivi uspehi, ki ste jih dosegli. Jure, kar začni. Ok, hvala Jernej. Ja, hvala tudi za lep uvod. Se pravi, jaz sem eden izmed ustanoviteljev X-Laba. Mi smo tukaj v tehnološkem parku že od začetka v resnici, od 2001 dalje. Tako da smo že marsikaj tukaj skupaj s tehnološkim parkom doživeli, tako da hvala tudi za to, da povabilo, pa smo spet na enem srečanju skupaj. Se pravi, marsikaj ste že Peter pa Andraž prej povedala. Zdaj, jaz mogoče sam za začetek, kaj sploh mi delamo. X-Lab je software development firma, nekako 3 področja delovanja imamo. Eno je research, pa potem avtomatizacija, tam se nastajajo neki novi produkti v sodelovanju z Red Hatom in ostalimi velikimi partnerji. Potem je vizualizacija medicinskih posnetkov, to je en drug department, tretji, kjer sem pa jaz najbolj aktiven, je pa remote desktop, se pravi to, kar verjetno vsi poznate, TeamViewer, AnyDesk in podobno. Mi delamo software, ki se imenuje ISL Online, in v bistvu to smo začeli že takoj na začetku, v bistvu že od leta 1999 se je začel malo razvoj na to temo, pa smo 2001 firma naredili, potem smo dali produkt na trg in, kakor je Jernej prej omenil, 2005 smo šli na Japonsko, tako da tam zdaj trenutno je to največji trg naš, tam prodamo približno 40% licenc, in ja, marsikaj bi se dalo na to temo povedati, ampak toliko za uvod. Super, hvala. Rok. Mutan si še. Čakaj, mogoče te moramo mi odmutati, samo da vidim. Naš Milan, odmutaj, evo ga. Super, hvala, hvala za besedo. Ja, podobna zgodba kot X-Lab, tudi mi smo začeli tam v 2000-ih, ves čas smo že zvesti tehnološkemu parku, tukaj tudi ostajamo, tukaj dobivamo tiste ključne, bom rekel, v smislu organizacije in teh neke inpute, da se lepo lahko razvijamo, da dobimo neke partnerje za pogovor. Drugače pa ja, mi smo
orientirani v avtomatizacijo, izdelujemo naprave, pač naše naprave po teži merijo tam kakšno tono, prodajamo jih po celem svetu, tudi na Japonskem so zelo priljubljene, ampak najbolj pa v Indiji, še zmeraj smo v Aziji, še zmeraj smo v Orientu, in drugače pa tudi po Evropi, po Ameriki, vse povsod. Naši kupci so farmacevtska podjetja, v to smer smo že od vsega začetka stopili, in sicer prvi priložnosti smo dobili tukaj v Leku in Krki, za kar smo jim neizmerno hvaležni in tudi v vsaki priložnosti to poudarimo. Potem se je pa zgodba razvijala, najprej tukaj po evropskem delu, potem je pa sledil v letu 2008-2009 razmah in od takrat nenehno rastemo. In ena velika pohvala, ki jo pa jaz vedno povem, ko govorim o Sensumu. Sensum je štartil tako, da je imel globalnega dispečerja, ki je v imenu Sensuma po svetu prodajal. Ampak se je uspel Sensum zboriti, da je svoje lastne prodajne kanale in mimohode naredil, ne vem, če kdo ve, ampak iz takega primeža se je zelo težko rešiti. Tako da, Rok, to je ena velika pohvala, bravo, da ste uspeli to narediti, sploh v sektorju farmacije. Tam je to čudež, da kaj takega narediš, tako da bravo. In še Maja. Ja, lepo pozdravljeni, se slišimo? Me slišite? Ok. Ja, ok, super, hvala. Ja, no, moje ime je Maja Rala, Business Development. Gorazd je že na potovanju v Italiji. Eden od izzivov seveda rastočega podjetja je usklajevanje, ko moraš biti na večjih mestih hkrati. Drugače pa zgodba našega podjetja precej podobna se mi zdi, začel nekje v 2000-ih, naše korenine so na tehnološkem parku. Prav tako delamo pa kolesne elektromotorje, se pravi za električna vozila, predvsem fokus na avtomobilih. In tudi še eden od izzivov rastočega podjetja, ne vem, kako ima ta Jure pa Rok, ampak praktično nisem navajena govoriti v slovenščini, o našem podjetju ali pa sploh imeti enega poslovnega pogovora v slovenščini, tako da se opravičujem, če me bo vsake toliko malo zaštekalo, ker imamo večino pogovorov seveda v angleščini in tudi poslujemo večinoma 99 ali pa vsaj 95% z globalnim trgom. Naš trg so vse od startupov, se pravi nekih na novo vzhajajočih zvezd avtomobilizma, do uveljavljenih OEM-ov in mi rečemo, se pravi Original Equipment Manufacturer, od raznih legacy OEM-ov, se pravi raznih vseh globalnih znamk. Kaj so naši, mislim, Jerne, da si vprašal tudi na večjih dosežkov. Predvsem to, da dejansko smo na neke vrste zmonopolizirali trg enega določenega segmenta avtomobilizma do zdaj, in sicer gre za long range, high efficient, evo tukaj le me že zmanjka, se pravi z vozila z visokim dometom avtomobili na sončni pogon. In pa še prej, ko si tudi omenjal, Jerne, kaj se vse dogajalo podjetjem v zadnjem času, nas je tudi kar precej zadev tale padec investicijski, se pravi, se je nekako ne lih kolapsno, ampak precej se je zmanjšal investicijski trg, tudi kar precej bank je šlo v bankrot, tako da to je posledično zadelo tudi nas, se pravi, ker smo bili določeno vezani na startupe, ki so prav tako vezani na investicije in ti startupi so potem izgubili investicije in to seveda vplivalo tudi na nas. Tako da to se je tudi ena taka konkretna stvar, ki se je pokazala v zadnjem času. Pa še uspehi, seveda do zdaj mogoče za omeniti, smo kar tudi precej aktivni na področju investicij. Do zdaj smo zbrali nekaj 14 milijonov investicij, kar za Slovenijo je kar veliko, v svetovnem merilu je to praktično nič.
še posebej, če se pogovarjaš z Američani. In da smo prisotni globalno, seveda, in na Kitajska, tudi Japonska, no, znači imamo proti Japonski ali pa Koreji, pa veliko delamo tudi z Ameriko, pa Evropo, seveda. Tole pa čisto nenamensko, ampak slučajno sem bil v Silicijevi dolini, ko se je zgodil kolaps njihove banke in sem gledal, kaj se je zgodilo in mi je bilo fascinantno. Pazi, v trenutku, ko je pri nas odjeknala ta novica, pa jaz sem tam bil z eno, ki ima svoj fond startupovski, je imela v tej banki, a ne, noter. Oni so že seveda 2 dni prej vedeli, kaj se dogaja. V trenutku, ko se je pri nas začel govoriti o kolapsu, sta Izrael in Amerika že reševala firme, ki so zaradi tega skoraj se šle potopiti. Ja. In so kar metali not denar direkt na mesto banke, direkt v te firme, samo da se posel nadaljuje. In to je bilo res, to je bilo magnificent videti, kako se rešuje ekosistem, ko se je nekaj takega zgodilo. To je bila zdaj čisto neumestna, ne, ampak to je bilo pa res nora izkušnja. No, zdaj gremo pa mi na to, kar je namen bil tele debate. Kaj so izzivi, ki so se vam pojavili v tem zadnjem obdobju? Lahko so celo zdaj v zadnjih parih mesecih, lahko tudi magar kako leto še 2 nazaj, ampak kaj so neki zadnji izzivi, ki ste jih zaznali pri sebi, lahko tudi, ne vem, pri kakšni partnerski firmi, kaj se dogaja na trgu, kaj so neke nove stvari? Jure? Ja, sorry. Se pravi, ne vem, jaz bi mogoče začel s COVID-om, no, zato si ga ti že na začetku prej omenil, ne. Zdaj mi delamo software za remote work, ne. Tako da lahko si predstavljaš, kaj se je zgodilo z našo firmo, ko je nastopil lockdown, ne. Se pravi, takrat je bilo, mislim, dobesedno skoraj vojno stanje, kar se tiče teh remote toolov, a ne. Se pravi, vse firme so morale se transformirati pa iti na remote work praktično čez noč, a ne. In seveda, mislim, največ od tega profitiral Zoom in podobni, ampak a ne, se pravi, tudi mi imamo pač ranga 10.000 strank po svetu in a ne, tudi na nas je potem bil zelo velik pritisk, a ne, dajte to, dajte ono, a ne, se pravi, in takrat je v bistvu bilo neko obdobje, ko smo mi dejansko po moje največ delali v zgodovini, a ne, se pravi, takrat, ko so bili vsi doma, pa niso nikamor smeli iti, pa a ne, takrat smo mi delali po 12 ur na dan, a ne, to je bilo res kar noro stanje. Tako da, in v bistvu je to trajalo nekaj mesecev, ne, in mi smo bili dobesedno izžeti, ne, po parih mesecih in smo ugotovili, da je to kar velik risk, ne, da v bistvu bo ekipa doživela burnout slej ko prej. In pol smo se zavestno odločili, da naredimo transformacijo firme, a ne. To je v bistvu bil nek korak, ko smo ustavili konje, smo rekli, zdaj pa dosti. Se pravi, takrat se je tudi malo situacija na trgu že umirila, ne. In pa smo par mesecev v bistvu delali na internih procesih, a ne, se pravi, formalizacija timov, opolnomočenje vodij, a ne, usposabljanje vodij, koordinacija, vzpostavljanje nekih workflowov, pač cel ta collaboration, playbooki, a ne, se pravi, ogromen časa smo temu namenili, a ne, in v bistvu je iz tega nastala pač neka middle management struktura, ki pa zdaj čudovito dela, a ne, v bistvu jaz sem eden od founderjev te firme in sem šel čez vse te faze, ne, se pravi, od startupa, ne, zdaj, a ne, startup je pač, a ne, ko začneš, pa nimaš še ničesar, niti strank, niti zaposlenih, niti prostorov, niti izdelka, nič nimaš, ne, in v bistvu, kjerkoli smer se obrneš, si v bistvu svoboden kot ptica, ne. Po drugi strani si tudi medhen for alles, a ne, se pravi, pač delati moraš vse, a ne. No, pol, ko firma počasi malo raste, se ta delo se malo prerazporedi, a ne, pa novi ljudje pridejo v firmo, pa neki izdelek nastane, pa imaš neke specialiste. No, ampak to gre do neke faze, ne, se pravi, potem pa, ko prideš čez neko mejo, ne, pač moraš pa formalizirati procese, ne, se pravi, pa vzpostaviti playbooke, pa poskrbeti za to, da delovanje firme ni odvisno od katerega koli človeka, ne. Vsak od nas mora biti zamenljiv, ne. Tako da to je bil v bistvu en tak kar velik izziv, no, moram reči.
za našo firmo, pa za naš tim. Se pravi, ker v bistvu postavljaš stvari na glavo. Se pravi, vse to, kako si prej delal, vržeš v smeti, pa postaviš na neke nove temelje. In zdaj tukaj, ko to delaš, mislim, prvo je, da se učiš, drugo je, da v bistvu doživljaš pol raznovrstne reakcije na to. Se pravi, eni so zelo dovzetni za spremembe, eni se upirajo spremembam. Skratka, veliko časa potrpljenja je v bistvu za razlaganje, ne? Se pravi... A sem prav razumel, da so se eni upirali middle management strukturi? No, mislim, pač nasploh se ne gre samo za strukturo, gre za to, kako se dela, se pravi, za workflow, se pravi, in pač neke nova razmerja se vzpostavljajo potem v firmi, tudi več ljudi je, se pravi, te odnosi se malo spreminjajo. Tako da tukaj so izzivi, mislim, veliko časa pa energije gre za pojasnjevanje pa usklajevanje what, why pa how, se pravi, pač te osnovne change management zadeve. Tako da to je v bistvu bil en tak velik izziv, ko se je dogajal, pa traja kar nekaj mesecev. In vmes se je zgodilo še 1000 drugih stvari, kot si že sam rekel, mogoče si vojno v Rusiji pozabil prej. Se pravi, toliko enih sprememb se je zgodilo v zadnjih 2 letih, poleg, se pravi, teh industry specific sprememb, se pravi, to, da se povečuje kompleksnost rešitev, se pravi, pa pričakovanja strank. Pol ena ta zelo pomembna stvar je compliance vprašanja, ne vem, koliko ste o tem danes kaj govorili, ampak okolje postaja skozi bolj zahtevno, se pravi, z vidika, ne vem, stranke zahtevajo pač compliance za ISO standardni, to se je že takrat z GDPR-jem začelo na nek način. In tako naprej, se pravi, tukaj imaš v bistvu en tak zelo kompleksen, okolje postaja skozi bolj kompleksno in pa uletijo noter še te eksterne situacije, na katere pa nihče nima vpliva, in te propadi bank in vojne in vse ostalo. Tako da med vsem tem šofirati včasih zna biti kar zahtevno. Ja, včasih čudež, da smo še diht, bi se rekel, po domače. Rok, povej pri vas, kakšni so kaj izzivi bili v zadnjem času, kaj je novega? Ja, pri nas so bili sami sladki, izzivi. Jih je bilo zelo dosti, vsi so bili super. Pač vse skupaj se je zapeljalo čez neko enormno povpraševanje po naših napravah, ki je bilo precej nepričakovano. Zdaj, ko smo delali nazaj analizo, je precej logično. COVID je pač ustavil medicinske storitve, to se je reševalo z farmacevtskimi produkti, to se pravi, če ne prideš do zdravnika, saj prideš do tablet in kapsul, in to je povzročilo neko enormno povpraševanje po vseh vrstah opreme, vključno z našimi. In mi smo ta izziv sprejeli in na njega zelo dobro odgovorili, tako da smo v prvem letu COVID-a duplicirali proizvodnjo, zaposlovali nove ljudi. Bravo. Hvala. Hkrati digitalizirali vse storitve. To pomeni, da recimo v naši branži je navada, da kupec preden napravo prevzame, pride v Slovenijo, je 5 dni z nami, malo ga peljemo na Bled, gremo na kakšno dobro večerjo in potem se posel odvija naprej. Zdaj v času COVID-a glih teh večerij ni bilo. Vse te aktivnosti, ki so pač v farmaciji zelo rigorozne, smo oddelali na daljavo, tako kot smo potem feedback slišali na kar zavidljivem nivoju v primerjavi z sorodnimi dobavitelji farmacevtskimi. Tako da ja, ta transformacija je šla iz nekega tazga dost, bom rekel, fizičnega poslovnega sveta, kjer si recimo, če si hotel človeka dobiti na telefon, je lepo rekel, lej, ti se usedi na avion, pa jutri pridi na kofe, pa se bova pomenila in pa ti šel cel dan za tist kofe. So farmacevti relativno hiter, to se pravi v njihovem terminu hiter pomeni v pol leta, so se uspeli transformirati v to, da so dejansko bile telekonference glaven način poslovanja in da so tudi akceptirali, da vsi ti
vse te stvari, ki so bili prej neobhodno potrebne, da so v fizični obliki, da nujno pridejo in tako naprej in da tudi mi nujno gremo tja, vse te stvari so se tik-tak spremenile. Dojeli so, da ta digitalizacija pravzaprav je super stvar. Recimo, pogovarjal sem se z enim farmacevtom, pač je ena največjih farmacevtskih firm na svetu. On je rekel, lej, po 3 mesecih, ko jaz nisem letel, smo bili vsi v strahu, kaj bo z ostalimi sajti. Pač on je na avionu 300 dni na leto, v domačem sajtu ne dela nič, ker tam ima ljudi, ki ga poznajo in nadaljavo vse uredijo, v drugih sajtih je mogel biti fizično prisoten. Je rekel, no, zdaj po 3 mesecih smo nekoliko splavali in po enem letu, ko so se midva tu pogovarjala, je rekel, globalna direktiva podjetja je za 70% zmanjšati letalske stroške. Ne več aviona, ni potreben. Smo v 2 letih dokazali, da ni treba, da se ljudje selijo iz enega obrata do drugega in druge učijo. To se da narediti digitalno. In ko to enkrat farmacevti dojamejo, in oni so precej konzervativna struja, potem se tudi nam ostalim možnosti odprejo. Drug tak izziv so bili kadri, mi smo precej kadrovali tudi v času covida, seveda je potem bila težava, kako to narediti, ne da bi se vsi okužili, pa smo nekako uspeli, smo imeli kar rigorozne interne ukrepe, ki smo jih tudi tedensko spremljali, čez to smo se tudi nekako precej naučili, tudi kako voditi, to se pravi za nas bolj precizno, bolj natančno. Potem pa uspelo nam je tudi skleniti ene par partnerstev, ki nam še zdaj zelo dobro služijo, s nekimi večjimi farmacevtskimi multinacionalkami. V tem času se je videlo, da ker so potrebe na njihovi strani zelo, zelo rasle, so nas sami najdeli, ker ponovadi se precej mi matramo, da jih na sejmih polovimo, zdaj so nas nekako najdeli sami in so tudi hitro prišli z vsemi svojimi težavami na dan. Mi smo potem relativno hitro odreagirali, pripravili neke rešitve, ki so bile njim ustrezne in praktično podvojili svojo prodajo v času covida. In te stranke so nam še zdaj zveste. Tako da covid je bil za nas res sladek izziv in vse posledice, ki so sledile. Kaj pa zdajle, kar se vam dogaja z vsemi cenami materialov in komponent? Ja, pač tle so 3 stalnice. Pač material se draži, dobavni roki se še zmeraj daljšajo in kakovost še zmeraj pada. Zdaj, mi za naše proizvode se trudimo, da ne sledimo tem konstantam. Tako da saj, če ne drugega, saj kakovost ohranjamo tako, kot mora biti. Je pa na strani supply chaina, so še zmeraj, vsaj mi čutimo zelo, zelo velike motnje. Vidi se, da so določeni proizvajalci, pa tle govorimo Siemens, Festo, to so velikani. Recimo, ko enkrat od Festota dobimo ponudbo brez dobavnega roka, pa vemo, da so stvari resne. Pač jaz imam recimo projekt, prodan recimo čez 15 mesecev, vse komponente imam dobavne roke, od Festota nimam nič. V redu, pač upam, da bojo do tega časa dobavili, ampak stvari so kar resne, tle na dobavni strani še vedno in to ne za neke no-name proizvajalce, ki so trenutno zginili s trga, v bistvu te veliki ne morejo zagotoviti nekaterih svojih osnovnih produktov. To je kar težava zdaj. In iskati potem alternativne komponente in tako vzame ogromno resursov, da pač najdeš komponento, ki je vsaj približno zamenljiva. Ja. Maja, kaj pa pri vas? Elafe je velike spremembe doživljal, kaj so bili izzivi zdaj v zadnjem obdobju? Probala par izzivov povedati. Prvi izziv se je zgodil tekom covida. Covid je namreč zelo pozitivno vplival na razvoj trga električnih vozil, kar je posledično vplivalo na to, da smo mi imeli veliko več naročil, in potem smo seveda na veliko kadrovali, kar je bil še dodaten izziv, ker smo kadrovali tudi precej iz tujine, ker smo pač toliko hitro rastli, da enostavno nismo imeli več
smo počrpali vse, kar je bilo na voljo v širši pa, ožji pa širši okolici. Tako da tukaj je bilo kar precej izzivov, ne. Potem hkrati je to, kar sem že prej omenila, investicijski trg, ne, se pravi, ta kolaps je recimo povzročil to, da je eden od naših glavnih strank je bankrotiral, ne, iz danes na jutri, ne, Lightyear, ne. Tako da smo mogli v bistvu temu prilagoditi praktično iz danes na jutri precej zadev. Naslednji izziv, ki smo ga imamo v zadnjem času, je, da prav zaradi povečanega povpraševanja tudi gradimo novo tovarno oziroma začenjamo, no. Tako da je veliko izzivov povezanih tudi s tem. Bi poudarila tudi tukajle eno primerjavo, ne, Jernej, prej si omenjal te neke Izraelce, ne, in kako to skupaj držijo, ne. Zelo, ko si enkrat prisoten na globalnem trgu, še posebej iz vidika investicij, kar je tudi eden od mojih glavnih zadolžitev tukaj na Elafe, je prav ta primerjava, ko ti enkrat nastopaš kot Slovenc, ne, in na drugi strani so pa izraelski grozdi, pa ameriški grozdi, pa nemški grozdi, pa tako naprej, ne, ali pa angleški. V bistvu je kar zanimiva izkušnja, ne, se pravi tudi te vse vladna podpora in tako naprej, ne, je iz te strani tudi kar precej enih izzivov, ne. Potem seveda trg, ne, mi smo na trgu pač električna mobilnost se razvija zelo hitro, ne, s tem so povezane tudi pivotiranja, ne, in spremembe, ki jih moraš, in te spremembe moraš neprestano uvajati, ne. Zdaj sklepam, da občinstvo, ne, so bolj ali manj startupi, ne, nič ni drugače, ne. Tudi, ko si scale-up, je še zmeraj isto, ne, sprememba je praktično edina stalnica, ne, in če se temu ne prilagajaš dosti hitro, padeš, ne. Pa še to recimo bi omenila, ne, ko je Rok je omenjal te sestanke, ne, koliko je zdaj pač lažje, ne. Mi smo pa prav to v bistvu opazili, ja, seveda, ne, veliko sestankov lahko narediš remote, ne, ampak, ne, ko si ti face to face, se pravi v živo, ne, te sestanki, to ima popolnoma drugačno vrednost, popolnoma drugačne informacije. Mi smo imeli pač primer, smo bili v kontaktu 2 leti pač določenim podjetjem, s proizvajalcem vozil, in ko smo pač končno šli tja, ne, da smo se v živo dobili, popolnoma druge informacije izveš, drugačni posli se sklepajo, čisto v drugo smer grejo dogovori in tako naprej, tako da ta pomen face to face, ne, je še zmeraj, mogoče zdaj še bolj pomemben, ne, ker s tem, ko se fizično prikažeš nekje, pa se pogovoriš v živo, povečaš možnosti za nadaljnji posel, no. Ja, pa še eno stvar bi omenila, ne, COVID, kaj je povzročil, ne, mi veliko poslušamo o tem work-life balance, ne, in koliko so vsi ratali praktično leni, ne. In noben noče več delati, vsi bi imeli samo še harmonijo pa ravnovesje v svojem življenju, ne. Tako da to je tudi ena stvar, ki smo jo zaznali praktično tudi na nivoju podjetja, no, ko se spreminja se družba, ne. Te stvari. Da je tole pa ravno točka, na kateri, evo, bi jaz nadaljeval, krasen punkt si zastavila, in sicer vse vaše 3 ekipe. To zadnje obdobje je bilo tako dinamično, da rečemo, Jure je rekel, smo delali 12 ur na dan, par mesecev zapored in je cela ekipa šla v burnout skoraj, ne posamezniki, ampak kar cela ekipa, ne. Pol se je podvojil posel, je rekel Roka, ne, v glavnem, toliko šusov zapored, da ekipa, ki hkrati raste in že raste naporna, in vsakič reče, lej, tole naredimo, pol bomo pa malo zadiha, ma ni vrag, da 2 tedna se obrne, pa preleti nov šus, pa je še hujši, ne. No, in zdaj moje vprašanje je, veš, vsaj kolikor sem jaz leta nazaj spremljal, se je zgodila ena velika sprememba, je ekipa šla čez, pa je bila pa malo mirna Bosna, ne. Zdaj pa kar fronta za fronto prihaja in me zanima, kako vi vzdržujete v ekipah, kako to doživljate, katere rešitve uporabljate za to, da je ekipa z vsemi temi spremembami v kondiciji, da je volja, delo in vse. Maja, zdaj pa kar ti nadaljuj, prosim.
Ja, no, tudi krasna istočnica, ne. Mi recimo imamo praktično vsak teden primer, ko v petek, ne, imaš en pomemben klic, ne, pa se pripravljaš cel teden, pa tako naprej, pa rečemo, okej, zdaj pa naslednji teden, zdaj smo pa ugotoviš pa, ne vem, toliko enih novih teorij postaviš in prideš v ponedeljek, ne, in greš spet na novo. Ne, tako da te cikli se neprestano obračajo. Ja, kako se soočamo s tem spremembe? Neprestano se moraš izboljševati, ne mine dan in smo tudi prestruktiravamo, ne, ko je to sploh nedovršni, prestruktiravamo podjetje in tako z vidika strukture, strategije imamo praktično tedenske, imamo neko ožjo ekipo managementa in imamo tedenske brainstorming sessione na različne teme. Ne, in teme so med sabo povezane, tako da neprestano v bistvu pilimo, obnavljamo, nadgrajujemo, tako da to je ne na tedenski, ampak praktično na dnevni bazi, ne. Tukaj imam tudi eno tako čisto praktično, ne, vprašanje tudi za Roka pa za Jureta. Tooli, ne, kjer toole uporabljate, ne, pa interna komunikacija, pa ali si na mailih, ali si na WeChatu, ali si na Zoomu, ali si na Slacku, ali kje si, ne. Kjera komunikacija gre kje, take stvari, ne, tako da, ne, mi smo imeli recimo, samo da istočnico, ne, imamo kar precej veliko ekipo, okrog 150 ljudi, in vsak tim, ne, ima nek svoj preferiran channel, ne, kjer se komunicira, ne, in kako zdaj to spraviti na en enotni imenovalec, ne. Tako da evo vprašanje, žogca vama. Super, odlično. Rok, boš ti ali jaz? Kar izvoli. Se pravi, Tooli, ja, ne vem. Mi smo večino komunikacije pa collaboration spravili na Jiro. Se pravi, tam, mislim, pa so tudi razni interni te tooli, ki jih uporabljamo, pa kakšni troll chati pa podobno. Ampak se pravi, večina tega projektnega managementa, recimo pa feature, se pravi razvoj, se pravi requestov pa project management del gre pa preko Jira. Na ta način v bistvu zagotoviš neko transparentnost, pa v bistvu vsakemu team memberju daš pač možnost, da nekaj doprinese. Tako da se mi zdi, da pa preglednost, kje smo. Tako da mislim, ja, še vedno so pol izzivi, kako te stvari strukturirati. Se pravi, mi mogoče za razliko od vaju dveh, si predstavljam, da vi imate recimo več, se pravi, ne toliko ogromno, ampak imate velike naročnike, se mi zdi. Mi imamo pa ogromno majhnih naročnikov, se pravi, ne vem, pač dobre nekatere izmed naših strank so tudi zelo ogromna podjetja, predvsem na Japonskem so to, ne vem, največja japonska zavarovalnica, podjetja iz avtomobilske industrije, industrializacije in podobno. Tako da so tudi nekatera zelo velika podjetja, pa v Evropi recimo Deutsche Bahn, se pravi, smo ena taka referenca, na katero smo kar ponosni. Tako da to, ampak še vseeno, vsaka taka velika stranka, to niso milijonski projekti, to gre pač v 100 000 ali par 100 000. Večina teh naših malih strank je pa purchase, se pravi, je pa vrednost orderja, ne vem, ranga 1000 evrov mogoče. Tako da teh strank imamo zelo veliko. In zdaj tukaj prihaja potem z rastjo, to je mogoče en izmed izzivov scale-upov že spet. Z rastjo pač se ti povečuje število requestov, se pravi iz vseh strani, se pravi teh stakeholderjev je skozi več in iz raznih koncev. Prej sem omenil te, ki so na nek način eksterni, compliance in ostalo. Se pravi, ampak imaš tudi skozi več strank, ki pričakujejo več, se pravi nove feature requeste pošiljajo vsak dan. Partnerji, naši distributerji, resellerji, ki so v bistvu njihov zaslužek je dejansko odvisen od tega, a mi nek feature izvedemo ali ne. In včasih to pripelje do kar takih zoprnih pritiskov. Tako da, zdaj kako to reševati? Zdaj, po moje, kot prvo, moraš te requeste nekako poskušati se pravi, strukturirati,
pa narediti neko triažo, ker je jasno, da če ti dobiš na leto 1000 feature requestov, izvedeš jih lahko pa 10 do 20, pač boš 980 ljudi razočaral. Tako da, ampak to je pač nekaj, kar moraš sprejeti, vedno gre za trade-off, se pravi, ti se moraš sprijazniti, pač, da ne boš mogel vseh zahtev podelati, da tako rečem, ampak moraš triažirati in izbirati tiste, za katere misliš, da bojo imeli največji impact na trgu. In potem ta management teh pričakovanj, to je tudi eden tak zelo velik izziv, se pravi, in interno, in s partnerji, in strankami, se pravi, da se nekako ta pričakovanja poskušajo spraviti na neka realna tla, pa da se neke časovnice določijo, pa tako naprej. To so te izzivi. Zdaj, čisto samo še beseda interno, interno v timu, to mislim, da Jernej, da si prej nekako imel kot istočnico. Se pravi, tukaj pa po moje predvsem treba graditi na nekih odnosih, se pravi, mislim, da ena izmed pomembnejših stvari v vsakem podjetju je organizacijska kultura, se pravi, kako uspeš, kakšno klimo, da tako rečem, uspeš znotraj podjetja vzpostaviti, in potem jo moraš tudi ves čas vzdrževati. Se pravi, da dobi podjetje s tem nek značaj, da tako rečem. Tako da na tem delamo zelo veliko, in v bistvu mogoče ne toliko načrtno, majčkeno spontano se mi zdi, taki pač smo, se mi zdi. Ampak v bistvu potem pač mi smo to začeli že zelo dolgo nazaj in potem se to nekako prenaša na nove sodelavce, ki prihajajo v firmo in se v bistvu nekako organsko raste in razvija, in z novimi mlajšimi ljudmi, ki prihajajo v firmo, se to nadgrajuje, in v bistvu meni je to zelo veselje gledati, kako se to razvija naprej. In ta organizacijska kultura v bistvu neko seme, ki si ga zasadil, kako pol se razrašča. Čak, Jure, tega si pa ne znam predstavljati, kaj si povedal. Se pravi, kultura, pol pa pridejo mladi in jo nadgradijo. Kaj si v resnici tukaj povedal? Kaj so naredili? Ne vem, tukaj ne moram biti toliko zelo konkreten, mislim, da ampak v bistvu gre za neko dojemanje tega odnosov znotraj firme, kako se razvijajo. Se pravi, ne vem, ko smo začeli, pač imaš nekaj čisto drugačne odnose, kot potem, ko firma raste, in potem, ko novi ljudje pridejo noter, v bistvu nekako ne veš, ali se bojo vklopili v to neko kulturo, ali se ne bojo, ampak moram reči, da v našem primeru se to je zelo lepo zgodilo. Se v bistvu potem te mladi prinesejo neke nove ideje, neke sveže ideje, ki v bistvu se mi zdi, da nadgradijo to organizacijsko kulturo, kakršno smo mi zastavili kot founderji, recimo. Rok, kaj se je pri vas zgodilo? Kako ste handlali vso to dinamiko, da ljudje imajo še vsem bistro glavo, da jih Great Resignation ni odnesel drugam, ko je bila glih prilika, da je vsak imel 10 priložnosti iti? Kaj ste naredili? Ja, petek popoldne je rešitev, takrat tudi odklopiš. V bistvu pri nas je situacija taka, mi smo procesno organizirani. Torej imamo procese precej dobro popisane in tudi interfejse med procesi, katere informacije se med procesi predajajo, so popisane in bolj, ko ne sledimo, pač tukaj je farmacija v redu, ker lahko sledimo nekim njihovim dobrim praksam. Tako da ta komunikacija med procesi za tisto ključno maso podatkov pač lepo teče. Seveda je pa zdaj vprašanje, kaj storiti znotraj procesa, in znotraj procesa so stvari organizirane pač glede na procese malo različno. Recimo v razvoju imajo neka svoja orodja, zato da se te tikete določajo, da si pač tiste popravke, ki so potrebni, da si dajo neke taske, da jih sledijo, da jih zapirajo in tako. Potem v proizvodni pač imajo SAP, gre vse čez delovne naloge, medtem ko v projektnem vodenju pač imamo neka orodja, ponovadi to Excel, Word, ki pa itak ni, bom rekel, problem
pri tistih 5-6 projektih na leto na projektnega vodja, ki jih mora odpeljati, glede na to, da so vsi projekti hkrati niso aktivni. Je pa res, da so razvlečeni, recimo en projekt pri nas mirno traja več kot 1 leto. Zdaj, bolj ključno izziv je bil medprocesni, ko se je pojavila vrzel recimo med uspešnostjo prodaje, ki je bila nadpovprečno, pa proizvodnja, ki je sledila planu, ki je bil pač malo bolj konzervativno takrat nastavljen, je potem prišlo do nekih, bom rekel, stvari, ki niso bile v tem toku informacijskem predvidene. In te smo potem začeli reševati na sestankih medprocesnih, hkrati pa, kar se tiče orodij, ključno orodje za interno komunikacijo medprocesno je Teams. Pač tam se čez tisti chat pošiljajo levo-desno, se pokličajo, ampak to so kratke informacije. A mi lahko do takrat zrihtaš to pa to? Ja, razumem. In pa čez 1 uro dobiš nazaj, imaš na mailu. Tako da to niso neke blazne konversacije, kjer se stvari šele definirajo, ugotavljajo. To je samo vem, da imaš, daj samo zrihtaj mi jo. Potem pa, to je zdaj notranja komunikacija, potem je pa še zunanja komunikacija. Mi imamo zelo dosti komunikacije z zastopniki, z agenti po svetu, pa z kupci. Zdaj, ta komunikacija je vsa po mailu, hvala Bogu, zato ker je v mailu, ki je enkrat napisano, se moraš malo potruditi, da napišeš, potem se potrudiš, da prebereš, predvsem pa ni to v živo. Potem pa seveda so z kupci, so projektni sestanki, ponavadi je to v neki časovnici, enkrat na 2 tedna ali pa vsak teden ali pa kakor je. In tam so v bistvu neki sestanki, kjer se razčistijo tiste stvari, kakšen je status, kakšni so, do kam smo prišli, kaj še rabimo, tako da vsak pri sebi ve, kaj narediti. Tisto je v bistvu v tem primeru čez Zoom, v našem primeru je to čez Teams. Iščemo neko orodje, tako kot je Jure povedal, recimo Jiro, in najbrž bomo nekaj takega tudi v kratkem uvedli. Vprašanje, če že znotraj tega Microsoftovega sveta, v katerem mi živimo, že kaj takega ne obstaja. Namreč ta komunikacija se je zdaj izkazala, da notranja je do neke mere, kako bi rekel, slaba, ker ko ti sprašuješ za eno stvar nekoga, potem istega vprašaš za eno čisto drugo stvar in to se pač nabira in potem ne veš več čez nekaj časa, komu kaj si poslal, ali ti je odgovoril, ali pač ni neke sledljivosti. Pač te novi pristopi, kot pač ima Jira, pač je prednost ta, da pač daš nek task nekomu, potem ga on poupdata, pove, kakšen je progres, ali pa celo iz njega zgenerira par taskov še za svoje sodelavce in potem se nazaj vse lepo pozapira in na koncu tisti, ki je dal prvoten task, še zmeraj lahko mirno spi, ker ve, da se stvari spodaj dogajajo. V našem primeru recimo tako, mi dobimo projekt, vemo, da je dobavni rok, ne vem, čez 6 mesecev, pokličeš, a mi kupaš trafo, se lot in potem recimo en teden, preden mora biti dobava, rečeš, matera, 6 mesecev nazaj sem te vprašal, a imamo trafo? Ja, seveda imamo na skladišču, vse stestirano in tako. In pa rečeš, hvala Bogu. Lahko ga pa tudi ne bi bilo. Pač v tej komunikaciji, kakor jo imamo, dejansko moraš ti ves čas pull up informacije, ves čas moraš preverjati in dokler imaš en projekt na 3 mesece je v redu, pa se ti pa stvari začnejo malo megliti in iščemo, tako kot pri Elafeju, mogoče tle to, kar imajo v X-Labu, je za nas ena od rešitev. A se vam zdi, da se je razen tistih, kako si že prej rekel, 3 stalnice, višja cena, daljše čakanje pa slabša kvaliteta, da se je v zadnjih parih mesecih vam trg ali pa psihologija kupcev kaj ful spremenila? Torej, trg farmacevtski se je s to krizo obrnil in sicer je tako, pač ker je tako zelo raslo, so se pojavili novi konkurenti, to se pravi za nas potencialno novi kupci. Ampak to pomeni, za naše obstoječe stranke so to novi konkurenti in seveda se naši kupci odzivajo. In je zanimivo, kako so se
zahteve po funkcionalnostih, po performansah premaknile v letu in pol dramatično. In pač prej smo večino, ali pa bom rekel, z našimi napravami targetirali en kos kupcev, kjer je price performance je bila ena in edina enačba, ki so jo razumeli, medtem ko vsi ostali parametri, ki jih tudi imamo, pač so jih gladko ignorirali, ne. Ampak vsaj do tega smo bili, da je price performance, no, ker ko smo mi začeli, je bil samo price. Aha. Ja. In zdaj kar na lepem je v to enačbo price performance stopila še ta tretja spremenljivka, to se pravi, pač mi rečemo fleksibilnost, to se pravi, da je naprava porabna za večjo količino izdelkov, ki je v preteklosti ni bila tako poudarjena. In kaj se je spremenilo? Pač ti naši farmacevti seveda ves čas iščejo, kje je večja dodana vrednost. In te produkti, ki jih imajo, njihova stalnica, ki jih zdaj delajo že vsi, pač seveda dodana vrednost pada z leti, ne. In iščejo neke nove rešitve, kar ne bi bilo čisto nič narobe, če se ne bi to lotili delati, čisto vsi naenkrat. V enem letu in pol so vsi obrnili plato iz enega v drugega. In seveda to zahteva neko prilagoditev. V našem primeru ni samo software, je še hardverski del in tako naprej, ne. Ampak je zanimivo, no, kako so kar naenkrat, pa rečeš eden pa dva od, ne vem, 50 večjih strank, ki jih imamo, še zastopaš, ne, ampak kar tako globalno vsi hkrati v isto smer, tako se vidi, da je ta kriza, ta COVID, no, pa ta deglobalizacija zelo pripihava te naše stranke, no. Se vidi, nekateri so čisto brez kompasa, pač poberejo karkoli, drugi imajo jasno vizijo in grejo in rastejo v tisti eni smeri, tretji pač razprodajajo svoje proizvodne kapacitete in jih nosi toliko, kamor jih nosi. Tako tako prepišno še ni bilo, no. Tako se pogovarjam s partnerji drugimi, pravijo, takega viharja v farmaciji to ni bilo že vrsto let, no. Maja, pri vas so podobne izkušnje? Kaj se je zgodilo, psihologija kupcev na trgu zadnje čase? Ja, predvsem opazimo to, mi pač imamo seveda avtomobilsko industrijo, hkrati pa še električno mobilnost. Veliko večja potreba je po spremembah, po novi tehnologiji, ne, se pravi, zelo močna je konkurenca med ponudniki vozil, vse več proizvajalcev se obrača k električni mobilnosti, ne. Tudi tisti najbolj zagrizeni, ki so se držali motorja z notranjim izgorevanjem do zadnjega, ne, gre na električno mobilnost, a ne. In to se seveda odraža tudi pri nas, a ne, in tukaj bi se navezala še na to, ne, so to povpraševanje, večje povpraševanje s trga, ne, recimo mi vidimo, ne vem, 2 leti nazaj proizvajalci avtomobilov, se pravi te OEM-i, ne, so bili zelo skeptični, ne, ni jim bilo treba se spreminjati, ne, ker so imeli dovolj velik del na trgu, ne, in pač okej, ne, je bilo par tistih nekih na novo vzniklih startupov, medtem ko zdaj je to taka razlika ogromna. Ne, se pravi, iščejo naslednji diferenciator, ne, zelo velike borbe so, kdo bo zdaj lider, ne, in lider bo tisti, ki bo pripeljal najboljše inovacije, ne, ki bo te inovacije, ki bojo najbolj naslavljale potrebe kupcev, ne, zelo velike špekulacije, v katero smer se bo razvil avtomobilski trg, ne, pač vodik, ja, ne, samovozeča vozila, ja, ne, flote, ne, ja, ne, kakšne flote, long range, vozila z dolgim dometom, ja, ne, solarna vozila, ja, ne, taksi električni, ja, ne, in tako naprej zelo. In vse je zelo, se pravi, veliko večja potreba po spremembah in te spremembe morajo biti implementirane zelo hitro. In mi smo pač v bistvu enablerji, se pravi tisti, ki omogočamo,
da se te naše stranke diferencirajo na trgu, ne? In zaradi tega se moramo tudi neprestano prilagajati. In tukaj le vidimo ogromen pomen fokusa. Ne? Tako težko, ne vem, kako je Roko pa Juretu, ampak recimo v našem primeru mi moramo, tudi kar je vprašanje v chatu, ne, teh performance coachov, ja, mi imamo performance coacha za management team, zaradi tega, da držimo fokus. Se pravi, da ne gremo v smer, ki želijo naše stranke, ampak da gremo v smer, ki mi hočemo. Ne, in to, kar mi hočemo, mora biti v skladu s trgom, ne, zaradi tega, da smo seveda uspešni na trgu. Tako da na tem mestu vsi startupi čim prej imejte neke performance coache ali pa, ne vem, psihologe, kakorkoli, ker je to ključno, ne, ohranjanje fokusa ali v začetnih fazah, ko si, ne vem, one-man band ali pa three-man band, ne, je enako pomemben, kot polka je to, ne vem, 150, 170, 200 ljudi, ne. Skozi moraš repozicioniranje delati in premikati ta fokus zaradi tega, da v bistvu trg ne vodi tebe, ampak ti vodiš trg. Ja. Jure, pri tebi pa si že rekel, da imaš ogromno malih strank, vi pa verjetno bolj na masi dojemljate spremembe v psihologiji. Kaj se je spremenilo? Kaj se ti zdi, da je rečemo v zadnjih parih mesecih? A se je res spremenil trg? Ja, mi nismo fokusirani na neko specifično industrijo, ne, avtomobilsko ali pa farmacevtsko, imamo pač stranke iz vseh teh, mislim, iz obeh teh industrij, pa še od marsikakšna druga. Tako da mogoče dve stvari, ne. Eno je, da je geografsko, ne, se pravi, glede na to, da prodajamo po celem svetu, vidimo mogoče na različnih koncih sveta se malo različne stvari dogajajo, ne. Tako da zdaj, mogoče druga stvar na našem domenom je pa to, kar je Maja omenila, to se mi je zdelo zanimivo, no, ko je rekla diferenciacija, ne. Se pravi, a ne ta trg, na katerem mi delujemo, ta remote desktop, ne, to je nekaj, kar je v bistvu zdaj postal neke vrste commodity, ne. Se pravi, ko smo začeli mi pred 20 leti, ne smo imeli te psihološke prepreke, ne, ko smo vstopali na trg, ne, ker ljudje so se ustrašili dobesedno, ne. Mi smo se, če se je nekdo povezal na računalnik od stranke in pol je stranka videla, kako se premika miška, ne, kurzor od miške po zaslonu, ne. Mislim, to je bilo nekaj, na kar ljudje niso bili glih navajeni tist čas, ne, in to so bili neki taki zanimivi psihološki, recimo, neke prepreke ali pa mogoče neke stvari, ki so se morali ljudje naučiti, ne. Danes je vsem jasno, da se lahko povežeš na remote desktop ali pa na telefon ali pa karkoli, pa prevzameš nadzor nad oddaljenimi napravami, ne. Tako da to je postala neka taka tehnologija, ki je prisotna in je samoumevna na nek način, ne. Kar se pa dogaja, je pa diferenciacija, pa drobljenje tega trga, ne. Se pravi, zdaj ni več tako, kot je bilo pred 20 leti eno štruco kruha, ne, ampak imaš bel kruh, pa črn, pa ržen, pa koruzen, pa ne vem kaj vse, ne. In v bistvu ti moraš najti neko svojo pozicijo na trgu, ne, oziroma neko nišo, ne. Se pravi, vsaj na ta način mi delujemo, glede na to, da nismo market leader, ne, pa verjetno nikoli ne bomo, ko market leaderji na našem trgu so TeamViewer in podobna pač milijardna podjetja. Mi pač smo sledilci na nek način in se probamo pač izboriti, mislim, oziroma se pravi pozicionirati na neki tržni niši, ne. In zdaj tukaj bi se pa še na Roka navezal, no, ko je prej omenil, najprej bila samo cena, ne, pol je price performance, ne. Se pravi, zdaj, kar se dogaja mogoče v psihologiji kupcev, je točno ta diferenciacija, ne. Se pravi, enkrat sem bil na eni konferenci, pa je predavateljica rekla, different is better than better. Se pravi, moraš biti drugačen, se pravi, ne to, da poskušaš biti na vsak način boljši od konkurence v vseh pogledih, ker to je zelo nerealistično, ne. Se pravi, moraš pač se zavedati svojih slabosti in svojih prednosti oziroma core kompetence, ne. In potem graditi na core kompetencah in se pozicionirati v tiste neki niši, kjer si res dober, kjer si najboljši na svetu. In ta niša je dovolj velika, no.
v našem primeru, ne? Tako da lahko zelo dobro podjetje raste naprej. Ne? Tako da mogoče tokno. Odlično. No, in ker smo pri koncu s času, bi jaz pri teh končnih izzivih vprašal še, kako ste se pa vi recimo v zadnjem obdobju spremenili? Ne? Vsa ta dinamika, ko ste jo opisali v firmi, v ekipi, v komunikaciji, na trgu in vse to, kako ste se pa vi zdaj v zadnjem obdobju spremenili? A ste se in v kaj? Maja. Wow. Ja, smo se. Predvsem nas je situacija prisilila na trgu k temu, da se fokusiramo. In to je bil za nas kar izziv, ker pač prej nam ni bilo treba, se fokusirati. Enostavno smo poservisirali na trgu, kar pač je bilo, in smo se probali temu primerno pozicionirati. Zdaj je pa toliko tega in time is of essence, se pravi, čas je ključen, v našem primeru, in moramo držati fokus. Hkrati ogromno delamo tudi na disciplini, ker nam tudi prej ni bilo mogoče toliko treba. To zavedanje, se mi zdi, da je tudi ves ta post-covid situacija globalno, vsi smo se bolj začeli zavedati pomena časa. In da ni pač vseeno, ali si zdaj, ali čez 2, ali pa čez 3 leta. To je eno, Druga stvar, se začneš tudi zavedati svojih omejitev, povezano s tem časom. In tukaj so omejitve, tudi burnout, ki smo se prej pogovarjali, tudi v našem primeru je to dejansko velika težava, ali na ravni posameznikov ali pa celotne firme. Zavedaš se svojih omejitev, kar pač je čisto v redu. Tako da recimo ena nova stvar, ki smo jo uvedli, za nas je to zelo nova, ob petkih nimamo sestankov. Zaradi tega, da lahko ob petkih, da se posvetiš fokusiranemu delu. Ker dejansko se čez teden nabere toliko enih zadev, da enostavno nimaš časa podelati vsega. To. Maja, se mi je ful všeč, zato sem pustil, da odgovoriš, ker mi je bil zelo všeč odgovor, pa za tisto disciplino bi te še malo pobrskal, kaj je to pomenilo, ampak kar sem jaz v resnici mislil je, kako, a ste se vi osebno, se pravi Maja, a si se ti spremenila, a te cela ta dinamika zadnjih 2 let, v kaj te je transformirala? Ampak najprej pa tisto o disciplini, ker kaj to pomeni, da cela ekipa dela na disciplini? To je bil ful zanimiv stavek. Kaj je to? Disciplina, sestanki. Kdo je na sestanku, agende, minutes, da na sestanku so samo ljudje, ki aktivno prispevajo, vse ostale ukineš. Zdaj v bistvu testiramo AI Notekeeper za sestanke, se pravi, kdo mora biti samo briefen o določenih zadevah. Zapisnike, da pišemo, to do liste, workflow upeljujemo, zaradi tega, ker imamo pač kompleksne procese, pač ta management team, ki smo, so ful kompleksni procesi, to hitro v bistvu stvari spreminjamo in hkrati, ko eno stvar spremenimo, moramo tudi vse ostale. In ne samo pač pri nas, ampak v celem pač podjetju. Tako da miselna disciplina. Se pravi, ni tudi, da začneš razpredati o nečem, pa pri nas fantje, še posebej, mi smo 150, 160 nas je zaenkrat, mislim, da 12 nas je žensk, vse ostalo so moški, inženirji, strojniki in podobna zasedba. In vsi avtomobilski navdušenci. In pa, ko se začnemo pogovarjati o avtih, zelo hitro smo v nekih specifikah. In naš coach, Kristjan, on pač reče, da gremo v žbunje, zelo hitro, ko se gremo pogovarjati pa un avto, pa tak dizajn, pa to. Tako da tudi ta disciplina
in pri pogovoru, da greš na začetku sestanka, napišeš timeline, ne, kdo je zadolžen, roli, ne, kdo ima določeno vlogo na določenem sestanku, kdo je timekeeper, ne, ko že bullshit caller in tako naprej, ne. Da si discipliniran praktično vsako minuto, ne. Tvoje vprašanje, ne osebno, ne, jaz sem vmes dobila še otroka, ne. Tako da moj čas, ne, kako sem se spremenila, še toliko bolj fokus, ne, še toliko bolj, koliko je čas pomemben, kako menedžirati v bistvu vse, da nič ne pade dol. Ne, tako da, in tudi kako svoje misli praktično skozi moraš menedžirati zaradi tega, da vse teče. Ne, tako da to. Odlično, hvala. Jure, kako si se ti spremenil v zadnjih parih mesecih, mogoče 2 letih? Se pravi, mogoče, da se navežem na tisto, kar sem prej na začetku govoril, ne, ko smo naredili transformacijo firme iz, recimo, startup delovanja v scale-up delovanje. V bistvu je bilo to zelo osvobojajoče. Moram reči, da se počutim ful dobro. Se pravi, v bistvu, se pravi, na začetku, ko delaš startup, je startup odvisen od founderjev, ne, pa od tega, kaj ti delaš. Zdaj pač ni več. Zdaj smo vsi zamenljivi, no. To se mi zdi, da je zelo pomembno. Tako da v bistvu to osvobaja, na nek način, ker veš, da obstajajo strukture, ki bojo firmo peljale dalje, ne glede na to, kaj se bo s vsakim izmed nas zgodilo, ne, v prihodnosti, in to se mi zdi, da v bistvu sem ful srečen zaradi tega. Tako vesel sem, da se je podjetje v to smer razvilo. Pa vidim, da v bistvu eno je to, da je neka osvoboditev, ne. Drugo je pa to, da v bistvu s tem se naredijo nastavki za dejanski scale-up, o čemer danes govorimo. To, da lahko potem dejansko narediš leap forward, se pravi, ne samo, da po korakih greš, ampak da v bistvu preskakuješ, da se premikaš na neke višje nivoje. Tako da v bistvu je ta transformacija je v bistvu, kot bi še enkrat podjetje ustanovil, se mi zdi. Super, message, da zamenljivost je osvobojoča in čudovita stvar, je zelo redek, ker večina ljudi se organsko bori po tem več moči, da bi bili nezamenljivi, in da zamenljivost osvobaja, zelo lepa misel. Rok, kaj pri vas? Oziroma ne, pardon, pri tebi, narobe. Lej, jaz se čist poistovetim s tem, kar je Jure povedal. Ta čas covida, ta čas te intenzitete je na naši strani je tudi v smislu vodij jim dal veliko več možnosti, da se izoblikujejo res v vodje in so tudi poprijeli in odpeljali. In je res lepo videti, da podjetje raste in se razvija hitrejš kot, bom rekel, je vpliv ene same osebe, v tem primeru mene, možen. Tudi če bi jaz visel 24 ur na dan v firmi, ne bi mogel take energije izpeljati. In to je en aspekt. Drug aspekt je pri nas je tak, pač, ki je specifičen, ko smo se mi s tem našim partnerjem, s katerim še zmeraj zelo dobro sodelujemo na nekaterih trgih, razšli, je pač nekdo mogel prevzeti vlogo frontmana proti tem managementu v teh farmacevtskih podjetjih, nekdo, ki se pač, ko ima neko pojavo in za katerim oni lahko to firmo poidentificirajo. In ta izziv je prišel in nekako pač kot nek štromar po izobrazbi, nisi glih vešč teh mehkih veščin ljudi, ki so študirali na Harvardu in te tako majhen, ne veš, s katerega zornega kota glih opazujejo. Ampak cilj v bistvu za njih je, ko enkrat razumeš, da oni imajo problem in da ti lahko prineseš rešitev, ki je točno taka, kakor jo želijo in celo boljša, in da jim s tem rešiš vse tveganja, ki jih imajo, in v farmaciji so zelo dobri pri tem, kako tveganja
popišajo in potem tudi iz tega naredijo big deal. Takrat v bistvu vidiš, da si partner, to se pravi, mi smo podjetje, ki smo po vseh merilih, slovenskih smo celo srednje, no, ampak po vseh drugačnih smo bolj majhno, no, in ko se enkrat pogovarjaš s temi ljudmi, ki sedijo v teh pravnih odborih teh velikih farmacevtskih firm in si jim enak in se tudi v fazi pogajanj lahko postaviš svoje pogoje in tako naprej, takrat veš, da teh 20 plus let, kar delamo, da ima neko vrednost, ki je tudi prepoznana v njihovih očeh. Vse so zviti, vse probajo vse sorte finte, ampak tudi mi nismo od včeraj, jim vrnemo žogco in potem, ko mož reče, lej, še toliko popusta mi daj in naslednjič, ko boš v Indiji, greva skupaj na večerjo, ko jaz plačam, pa rečeš, lej, deal dan. In to so potem take stvari, ki ostanejo, no? Da nisi več, bom rekel, tako zelo ključen v podjetju, da nekaj narediš, neko funkcionalnost, da nisi več tako zelo ključen v prodaji, da posel zapreš, si pa ključen v podjetju, da te prepoznajo, da to podjetje ni brez glave, da ima neko osebo zadaj in da ta oseba je človek, s katero si sklenil posel in to v nekem takem win-win, recimo, načinu, no. Tako da to je tisto, bom rekel, vseh 20 let po nazaj v obliki neke večerje pride in to je tak super občutek. Ne? In se spet počutiš osvobojenega. Let the freedom ring. Krasno, to je zelo lep. Scale up, ne? Freedom to grow. Odlično. Maja, Jure in Rok, hvala lepa vsem trem, da ste si vzeli čas, podelili te izkušnje, uspešno rast še naprej in se vidimo pri novih izzivih.